Koliko metrov pod zemljo smo pa mi zdaj? Približno 20 metrov pod zemljo se nahajamo. Koliko časa pa že stojijo ti rovi? V ti rovi so pa že kar nekaj časa tukaj. Zgradili so jih leta 1944, to je bilo v času druge svetovne vojne. Čemu so bili namenjeni? Ti rovi so namenjeni v bistvu zaklonišču. Uporabljali so jih prebivalci mestnega jedra, ki se nahaja nad nami, zato da so se zavarovali pred zračnimi napadi. Bi to zaklonišče lahko še danes uporabljali? Načeloma bi ga lahko tudi danes uporabljali v primeru kakšne nevarnosti. Ja? Koliko so pa te rovi dolgi? Ti rovi se raztezajo pod celim mestnim jedrom, tako da so dolgi kar 1300 metrov. A so tukaj kakšne živali? Ja, živijo. Tale prostor je tako kot ena naravna jama za živali. Tako da so tudi tukaj našli svoje življenjsko okolje, jamska kobilica, jamska meta, to je pajek, in tudi netopirji. Kaj pa je to, kar visi iz stropa? To so kalcitni kapniki. Nastanejo iz takega minerala kalcita. Kako so pa stari te kapniki? Ja, tukaj nastajajo od leta 1944. Torej, če malo preračunamo, približno 75 let. Samo ni tako, da rab centimeter kapnika 100 let, da zraste. Tukaj kapniki rastejo kar s posebno hitrostjo. Kapniki v naravnih jamah res rastejo zelo počasi. Tukaj imajo pa zaradi te cementne prevleke toliko kalcita noter, da ko deževnica pronica skozi to plast, te ogromne količine kalcita, tega minerala, prinese s sabo, tako da teli kapniki toliko hitrejše lahko zrastejo. Tukaj so stene ful vlažne, pa prav kapljice se sliši, kako kapljajo. Tale stena nima cementne prevleke, a ne? In zato voda ima prosto pot oziroma veliko hitreje pride skozi to konglomeratno kamnino, kot pa če je zaščitena s cementom. To so si mogli prinesti tudi hrano pa vodo? Tudi to so si prinesli, ja, v primeru, da bi zračni napad dolgo časa trajal, tako da so si te stvari kar s sabo prinesli, ja. Sem tukaj kar mrzlo. Zakaj je to mrzlo? Ja, vsem smo 20 metrov pod zemljo, a ne? Pa veliko, a čutite, kar ena vlaga je, pa po tleh je mokro. A tako je bilo pa včasih, ko so bile te klopi še postavljene po vseh rovih? Ja, takole je izgledalo po vseh rovih, a ne? Levo pa desno, na vsaki cevi so bile takele lesene klopi. Koliko ljudi bi pa sprejelo to zaklonišče? To zaklonišče je bilo narejeno za okoli 6000 ljudi. Kdo pa je to? To je pa naš krat Kranjček. To je pa res presenečenje, ponavadi se nam nikoli ne pridruži. On je v bistvu maskota kranjskih rovov. Tako da že kar nekaj časa živi tukaj. Na nek način čuva te rove, a ne?